Drage moje afne, pozdravljene pozdravljene v še enem vlogu, videu. Danes vas čaka London Haul. Vprašala sem vas v prejšnjem vlogu, ki sem ga posnela v Londonu s svojima dvema fantoma. Eni ste me spraševali, kaj sta to zdaj dva fanta? Nekaj ne veste, ne vam odgovorim. Eno je moj fant, drugo je moj brat in 2 tedna nazaj smo bili skupaj v Londonu. Če še nisi videla vloga, ki smo ga tam posneli, pol kliknite sem gor. V točno tem vlogu sem vas tudi vprašala, kaj bi rade videle in večina vas je odgovorili, da bi rade videle, kaj sem nabavila, kaj vse sem nabavila v Londonu. Tako da danes vas čaka točno to, če te zanima, torej, kaj sem nakupila, našopingirala in samo prinesla domov. Pol glej naprej. V Londonu imajo en kup enih lepih stvari, enih lepih trgovin, ki jih seveda pri nas ni. Tako da sem si dala duška, predvsem z make-upom. Mislim, da ja, definitivno make-upa je največ. Tako da začnimo kar pri make-upu, če se strinjate. Njihov Pharmacy Boots je v bistvu ena taka drugstore varianta, kjer imaš drage stvari glede make-upa in tudi take malo bolj cenejše stvari, kot so Maybelline, Rimmel, NYX in tako naprej. Prva stvar, ki sem jo vzela v njihovem Pharmacyju, sta concealerja, torej korektorja od Maybellina. Gre za Fit Me korektor, to je moj najljubši korektor, najraje ga uporabljam, največkrat posežem po njem, pri nas ga seveda ni, tako da dvojni korektor za kar nekaj časa mi bo tole po mojem zdržal, zato da ne bom v dilemi, ko prvega zmanjka, ne. Naslednja stvar sta 2 eyelinerja od NYX-a. Eden je Winnel, ne vem, če se tako prebere, ampak sam aplikatorček je izredno tak tanek, s čimer lahko dosežeš res natančno to črto. Tegale mat pa uporablja ena od youtuberk, katero tudi jaz spremljam, in sicer Nicole Guerriero. Obožuje ta mat njihov eyeliner, tako da sem ga v bistvu čisto iskreno kupila sem zaradi tega, da lahko tudi sama testiram, če je res tako dober. Definitivno ni najlažji eyeliner, s katerim se da narediti črto. Mislim, da rabiš že kar nekaj vaje imeti za sabo, da lahko narediš lepo in natančno črto, ampak vseeno za tiste make-up navdušenke, ki že obvladate eyeliner, pol je to definitivno en super dober eyeliner. Predvsem črto lahko narediš zelo natančno. Naslednja stvar od NYX-a je njihova, v bistvu to mislim, da ta šminka je itak njihov top seller, in sicer gre za njihovo Soft Matte Lip Cream. Moja je v odtenku Tokio, gre pa za tako res lepo roskasto šminkico. Evo, tako izgleda. Gre za soft, torej soft občutek in pa hkrati šminkica je mat. Naslednja stvar, ki me je totalno navdušila od NYX-a in ko jo bo zmanjkalo, bom absolutno šla v akcijo in probala ugotoviti, kje jo lahko dobim, je njihov pore filler. Gre za v bistvu gre za primer, katerega naneseš pred make-upom in predvsem zelo dobro služi pri tistih puncah, ki imate široke pore. Zakaj? Ne vem, kako je narejena ta struktura, ampak ko jo nanesem po svojih porah, ki so največje predvsem pod očmi, je tako, kot da ta zadeva dejansko zapolne, se usede v poro in jo zglanca, zbriše, stran. Airbrush efekt v sekundi. Tako da res fantastična stvar, od takrat, ko jo imam v svoji kolekciji, jo redno uporabljam in res naredi ogromno razliko, sploh če imaš široke pore. Evo, eyelinerja sta se pa tudi že posušila, tako da vam pokažem razliko. Zgoren je ta Villain, oziroma Vinyl, ne vem, kako se to izgovori. Drugi je pa mat in zdaj se vidi torej ta prvi je pravzaprav klasik eyeliner, ta drug pa mat eyeliner, Gremo naprej, to so vse stvari od NYX-a, naslednji 2 stvari sta od Rimmla. Kupila sem v bistvu 2 stvari, ki jih pri nas, saj mislim, da nimamo. Poprav me, če se motim, ampak mislim, da jih nimamo. Prva je paletka od Kate, ta manekenka Kate Moss, ki ima svojo kolekcijo znotraj znamke Rimmel London. Gre pa za njihovo paletko in sicer osvetljevalec, kontur in pa blush. Full cute, takoj ko sem jo zagledala, sem rekla, rabim to, daj mi, ni bila draga. Edino, kar mi je žal, je, da sem vzela en odtenek presvetlo za mojo kožo, ampak bom pokombinirala zdaj, ko pride zima, itak zgubim malo barve, tako da bo prišla čisto prav. Druga stvar je tudi od Rimmla, znotraj te kolekcije Kate Moss, katera pač raztorava in je res
mislim, lepe stvari ima, kaj ne rečem drugače, lepe stvari ima in tudi zelo, ne vem, vse šminkice so zelo tako prijetnega vonja in nasplošno dizajn je pač super cool. Ja, in naslednja stvar je šminkica, tudi od Kate Moss, tale je v odtenku 43, gre pa za tako, torej kot vidiš, kožno barvo, katera je fajn oziroma jo lahko uporabiš čist tekom celotnega dneva oziroma za vsak dan. Všeč mi pa predvsem to, da ne čutim produkta na svojih ustih. Torej, zelo tako je, kakor da bi si namazala malo usta z labelom, ampak seveda gre za šminko, tako da pusti barvo. Ok, šibamo naprej od šminkice, gremo na naslednjo stvar in sicer tudi znamke Allure. Allure ni v Sloveniji, škoda. Jaz prvič v bistvu njihove trapalence sem poskusila, ko sem bila februarja v Avstraliji, zdaj trenutno ene imam tudi gor, kar mi je všeč je, da so tako zelo naravne in da, kot lahko vidiš, zdaj sploh ne izgleda, kot da imam neki ful dramatične trepke na sebi in to mi je predvsem všeč, torej izdelujejo zelo take, mislim, izdelujejo različne trapalence, tudi take malo bolj dramatične, ampak kar mi je všeč je to, da ne pozabijo na tudi take trapalence, ki se dajo nositi tekom dneva, torej za vsak dan, mogoče za v službo, ker hočeš biti samo malo bolj glamurozna in imeti to linijo trapalnic malo bolj polno, če se razumemo, ok? Prve so Lux, njihov Cameo Edition trapalnic in ta druge, tole mislim, da je ena, ja, definitivno je vlogerka, ker piše Beauty Top Vlogger, Flor de Force, gre pa za v bistvu 3/4 trapalnice, katere imam, kot rečeno, zdaj na sebi in izgledajo super cool, kot da so pač moje, a ne? Tako, pa tudi ne čutim jih, kar je tudi super. To je to, kar se tiče trapalnic, žal mi je samo, da jih nisem kupila več. Zraven trapalnic rabiš tudi lepilo za trapalnice. Zdaj, jaz sem opazila, sicer dobiš, ne, ko kupiš trapalnice večinoma oziroma največkrat dobiš lepilo zraven, ampak za enkrat, dvakrat oziroma za na vsake toliko pride to lepilo čist super prav. Na dolgi rok pa ne toliko zelo, ker uničuje tvoje trapalnice, več jih gre pol ven, več jih popade ven in skratka ni fajn. Tako da veliko sem slišala o tem duo lepilu, ki naj bi bil super mega dober in zdaj lahko potrdim na svoji koži, da je super mega dober. Trapalnico ful lažje dobiš dol, torej ko se odločiš, da jih boš dal dol, ful lažje grejo dol. Mehko je na nek način, tako da tvojih trapalnic definitivno ne poškoduje. In super investicija, no, mislim, kaj ne rečem. Mislim, da ga bo to tudi kar za nekaj časa. Naslednja stvar, nad katero še ne moram potrditi, če sem super navdušena, da sem jo vzela, bila je absolutno zelo draga. Gre seveda za Beauty Blender v črni izdaji. Beauty Blender slovi kot najboljša gobica za zabrisovanje podlage, torej med gobicami. Jaz je do zdaj še nisem imela, predvsem zaradi tega, ker se mi je zdela izredno draga. Mislim, da je bila 18 funtov moja, kar je velik denarja, 20 evrov za eno tako mehno stvar. No, pač, moraš pretehtati, ampak meni se je zdelo to drago. V Londonu se mi ni zdelo zdaj to drago, tako da sem jo pograbila čistko impulzivno in je zdaj pač v moji kolekciji. Nisem jo še preizkusila, ko jo bom, oziroma, ja, boš itak videla, ko jo bom in bom tudi povedala malo več o kako sem zadovoljna. Če ostanemo pri pomočkih za nanašanje make-upa, naslednja stvar je en čopič sem si umislila, kot da jih nimam že dovolj, a ne? In sicer gre za čopič za nanos rdečila, oziroma jaz tak čopič v bistvu, če sem čisto iskrena, uporabljam tudi za matirati obraz oziroma za konture delati. Če ga pa malo stisneš, ga pa v bistvu lahko uporabiš tudi za ta osvetljevalec na vrhu svojih ličenc. Tako da večnamenski čopič, absolutno. Gre za ekstra mehak čopič, tako da je v bistvu, ko se ličeš z njim, prav prijetno. Ok, šivamo naprej. Naslednja stvar, katero sem še kupila znotraj teh ličil, a ne, je v bistvu tak mini aplikator za parfum. Ne vem še kako točno, aha, tako deluje, nekako se odpre. Noter se našprica tvoj najljubši parfum in potem ga lahko flikneš v torbico, zato da ne rabiš nositi s sabo velikih parfumov in si lahko seveda na vsakem koraku nadišavljena s svojim najljubšim parfumom. Gre pa za znamko Flow, tako da to je to, kar se tega tiče, v rozasti barvi, v kakšni pa drugače, a ne? Naslednja stvar je tudi iz te iste njihove Pharmacy Store, torej dve zadevi od Soap and Glory, katere tudi seveda ni pri nas, nažalost. Vzela sem njihov scrub, takole izgleda znotraj, torej gre za rozast scrub. Kratka, ful dobro diši, ta peeling je izredno tak mehek, oziroma nekako ne rečem, ni grob, tako da že stestirano in
So far, so good, ok? Za po scrubu absolutno vedno pride prav Body Milk. Tekstura je izredno mehka, zelo hitro se vpije v samo kožo in pa sam von je ful prijeten, tak osvežujoč sladkast. Ok, to je vse, kar se tiče make-upa in pa za telo izdelkov, ok? Še bomo naprej na naslednji dve stvari, ki sta chokerja. Chokerji so totalno in, zdaj že nekaj časa. Mislim, da je ful dobra popestritev, tako da jaz sem si vzela dva luškana. Prvi choker sem kupila v Topshopu, gre za tak tanek roskast choker z križkom na sredini, v taki srebrni barvi z biserčki, totalno cute. Drug choker je pa iz Accessorisa, gre za temno moder choker z, kot lahko vidiš, mikrobleščicami, tudi super, cute in v bistvu sem oba že nosila in jo še bom nosila, ker chokerji so to sezono top, trend, mislim da. Ja, absolutno. Naslednja stvar so 3 knjige, oziroma prva stvar ni knjiga, ampak je v bistvu tak notesnik, kamor si zapisuješ svoje ideje, šparam ga še, ker je totalno cute, rozasta barva. Gre za notesnik iz Harrodsa in šparam ga za novo leto, zato da, se veš, novo leto, novi plani, novi načrti in bo šel z mano v leto 2017, čez en mesec, ki je že čez en mesec. Noro. Naslednja stvar je knjiga z naslovom Girl Boss. O tej knjigi sem slišala same cool, pozitivne stvari od punc, ki jih jaz spremljam na YouTubu. Zaenkrat čisto odkrito je še nisem začela. Kakšno stran sem pa tja tako mal na hitrco prebrala, ampak še čakam, da si vzamem čas in jo v bistvu pojem v enem kosu od začetka do konca. Gre pa v bistvu za to energijo, da smo ženske lahko same svoje šefice, kot že naslov pove, da se vse da, če se hoče, da se lahko doseže točno tisto, za kar se trudimo in delamo in verjamemo. Tako da emancipacija do konca, ženske smo glavne in upam, da bo cool. Naslednja knjiga je pa tudi v bistvu povezana z make-upom. Gre za naslov Face Compact od sester Nick in pa Sam Chapman. Te dve, ki imata to linijo čopičev, a ne? To knjigo sem pa že začela brati, sem se jo lotila in v bistvu gre za tako res osnovno knjigo, kjer so zbrani neki osnovni triki in nasveti za vsak dan, za vsakodnevno uporabo, kako nanesti podlago, kako zbrati pravo podlago in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Ful dobra knjiga za ljubiteljce make-upa in ja, Face Compact. Zdaj pa gremo na Victoria's Secret. Valjda sem šla v Victoria's Secret. Obviously, ja. Victoria's Secret je v Londonu, tako, mislim, da v 4 štuke, če se ne motim. Jaz sem ostala sam v prvem štuku in sicer sem ostala tam 2 uri, dokler nista fanta prišla pome, že vsa obupana, ali gremo naprej, tako da nakupila sem par, seveda, kaj drugega kot perilo, ne. Kupila sem v bistvu njihov modrček, čist črn, s ščipko. Gre za njihov push-up bra, super zadovoljna, res naredi super efekt. Naslednja stvar so pa gate. Victoria's Secret je znana po gatah. Ne bi se spuščala preveč v detajle, ampak ja, imam super nove, čist hude gate iz Victoria's Secret. Gremo naprej na naslednjo stvar. Ta velika vrečka, nisem si dala toliko velik duška, kot je vrečka velika. V bistvu samo eno majčko sem si kupila v Guessu, katera na prvi ud zgleda nič kaj posebnega, če sem čisto iskrena. Gre pravzaprav za čisto klasično belo majčko s tem detajlom, da je cela preluknjena, a ne? Torej ima polhnenih lukenc in pa ful dobro se prilega mojemu telesu, celo me tako stisne in malo dekolteja naredi in je ful v bistvu taka seksi, ampak na diskreten način. Seveda smo šli tudi v Primark, ne vem kako vi rečete. Primark je v bistvu veriga, ki je izredno cenovno ugodna. Imajo ogromen stvari, to je tako kot en skladišče pravzaprav, ko prideš noter in karkoli rabaš, imajo. Vatirane palčke imajo, pižamo imajo, modrc imajo, kopalen plašč imajo, neki za dom, svečke, ja, vse imajo. Pač vse dobiš v Primarku in kupila sem... Prvo stvar vam pokažem, katero sem kupila. Gre za tako,
kaj je to? Ni pulover, ampak kot neka obleka, rečemo obleka, katero lahko nosiš čez hlače, čez džinsike, karkoli, ima pa ta detajl, ki je tudi zdaj izredno popularen. In gre za to, da je ful mehak, torej ful mehak material, lepo pride na telesu, spet objame moje telo in skratka, super nakup, pa še valjda ful pocen. Naslednja stvar iz Primarka je pižama. Primark ima super mehke pižame, res, jaz mislim, da vse moje pižame so iz Primarka, ja, mislim, čisto vse. Gre za to, da so ful mehke in to je pač meni številka 1, poleg tega, da je pač cute, pižama mora biti mehka, taka, da v bistvu bi bil kar cel dan v njej in da ne bi šel nikamor, ker je tok soft in ta je tok soft. Rozasta je to v bistvu čisto navadna, ampak v bistvu, tako kot rečeno, zakaj je tok posebna in tok cute, je točno zaradi tega, ker je taka kot puhek, ok? Še eno stvar sem kupila v Primarku, ki imam pa v posebni vrečkici, zaradi tega, ker je bil pa to dejansko zgrešen nakup. Gre za full cute body, sploh zdaj v decembru bi ga lahko full dobro ponosila, ampak glede na to, da je tle zdaj že 1 milijon bleščic povsod, mislim, da ga ne bom oblekla nikoli več in ga dam kar nazaj noter v vrečko. Razen, če imaš ti kakšen dober nasvet, pol ga bom seveda vesela, torej kako obdržati bleščice na bodyju, na majici in ne, da letijo po celi sobi, ok? Če imaš še dober nasvet, pol mi ga zapiš spodaj. In to je to so moji nakupi iz Londona, pokazala sem ti vse, kar sem nabavila in prinesla domov. Upam, da ti je bil všeč moj London haul, če ti je bil, ne pozabi stisniti enega lajka. Zelo vesela bom, če se boš tudi naročila na moj kanal, zato da te obvestijo takoj, ko pride nov video. In hkrati, da zaključimo še z enim povabilom, te vabim na afnasto zabavo tega leta, katero organiziram 13. decembra za vas, moje drage afne. Spodaj pod videom bom pustila vse informacije, vse, kar rabiš je, da se pofočkaš na mojem mailu. Število mest je omejeno, ampak zabava je pa brezplačna. Tako da pohit, če misliš priti oziroma če želiš priti, jaz bom zelo vesela in se lahko tudi malo podružimo, ker december se bliža in december je super mesec za malo pomiglat. To je vse od mene, punce, gledamo se v naslednjem videu, do takrat, ljubčke in uživajte. Čau!